Evo me, tole je rubrika Pogovor, mislim, že 16. po vrsti. Danes bo malce specialen. Naslov sem mu dal Obuditi strast. Kako obuditi strast? Mislim na seksualno strast. In to bo prav poseben, malo presenečenje. Pogovor iz registra zaupnih besed ali pa strokovnjak odgovarja. Boste pa sredi videa izvedeli, kakšno bo zdaj to presenečenje. Poslušalka se je pisno obrnila name z nekim apelom, mi zastavila vprašanje, ki se glasi takole: Pozdravljeni, s partnerjem sva skupaj 25 let, po moje še nista 50 let stara. Najbrž je normalno, da najini spolni odnosi niso prav pogosti, so bolj poredki. Kako spet obuditi strast? To je zdaj temeljno vprašanje. Vse bolj pogosto seksam z njim samo zato, ker moram in zato, ker bi si da ohranjam zakon, ne pa zato, ker bi si to želela. Verjetno seksa zato, da ne bi dobil ljubice. Partner hoče spolne odnose bolj pogosto, to je 3 do 4 na teden. Po 25 letih je to malo veliko, ne, tako, pa ne sklepam po sebi, ampak po teh, ki hodijo k meni, pa mi te frekvence tako malo namigujejo, kakšne imajo, ne. Po 25 letih z eno in isto, ne, 4 na teden, to je too much, ne, mogoče je tip brez službe, pa bi rad malo pokazal, da je še kar mačo. Okej, to je intermezzo. Se pravi 4 na teden, meni bi zadostovalo 2 na mesec. Po koliko minut pa? Intermezzo spet. Včasih ni bilo tako. Ja, včasih je bila mlada pa pohota pa. Bom razložil pol. Pogovoriti se z njim ne morem, ker je tako užaljen in pravi, da ga nimam več rada. Kar ni res, pravi. Le spolni odnosi mi ne pašejo. Spolni odnos mi je odveč. Kako se lotiti te težave? To je njen apel. Hvala za nasvet. Zdaj, moj pisni odgovor se je glasil takole. Zdaj pa ne bom povedal, kdaj sem ta pisni odgovor dal, ampak poslušajte moj pisni odgovor, ki je bil na prvo žogo na tako skopo pisno izpoved. Že to, da partnerju ne rečete mož, torej da ni mož, je zagotovo malce zagatno je to, ne. Zakaj se pa nista poročila, pa pustimo to. Zadeva je res zagatna, mislim, če ni kompatibilno glede spolnosti, se v zakonu pogosto zalomi in mnogo žensk se znajde v podobni situaciji kot vi, ne pa vse. Vaša življenjska situacija je, poudarjam, verjetno v osnovi falična, ne, se pravi, da je karakterno malce bolj možata. Vi imate zagotovo ali pa verjetno morda neko falično, karieristično, emancipirano funkcijo, že zato, ker možu ne reče mož, ne, ampak je partner. V službi morate verjetno riniti, pod narekovajih sem tule napisal, ste morda šefica moškim, ne, šefica moškim, imate visoko plačo, vedite, da denar ni denar, pač pa simbol penisa, simbolno nezavedni ravni. Morda, spet poudarek na morda, ste zgolj preveč falični v družinskih odnosih, nosite 4 vogale hiš, ukazujete tudi partnerju, možu, otrokom, ne. Premalo podatkov imam, to poudarjam,
da bi vašo situacijo popolnoma razumel in razložil. Seks, v katerem vas partner, mož, premaguje, spet pod narekovaji, premaguje, ne, ker tam suva. Ko suva vas, ne. Zdaj, koitus je pač tak, da moški tam suva ko zmešan. To bi feminilni ženski moralo pasati, ne, biti v užitek, ampak faličnim ženskam se pa to dogaja malo preblizu, kot da je premagana, ne. To je ta stranski učinek faličnih, kariernih žensk, ki se še v seksu čutijo premagane. Torej to suvanje vam psihično ne paše, zato ste, spet poudarjam, verjetno prevzeli preveč moških vedenjskih vzorcev, pa nadaljujem, morda, verjetno, ne, ker se ne da vedeti, ker je to skopo pismo, imate tudi probleme z orgazmom, želja po seksu z enim istim možem se vam skrha, ne, to je zakonitost. To je klasična zagata v partnerskem, zakonskem oziroma družinskem odnosu. Temeljno vprašanje je, kakšen odnos ste imeli kot deklica z očetom, ne. Tega podatka zdaj v tem pismu pa ni. Oziroma podatek mi tudi manjka, kako je bilo z vašo primarno družino, ne. Zaupne besede, strokovnjak odgovarja, te rubrike niso imele nekih obsežnih zgodb in tisti strokovnjaki, ki so se ven metali z nekimi eksaktnimi odgovori, so se verjetno popolnoma izgubili, tako kot sem se jaz malce izgubil. Lovil sem se, ne, pa sem izpostavil, ne, verjetno imate tudi čisto druge seksualne fantazije, če jih sploh imate, kot da seksate z možem, z enim in istim partnerjem, ne. Se pravi, če se tam žgečka, samo zadovoljuje sama s sabo, če se sploh, ne, če je vsaj toliko seksualna, nima moža v fantaziji, ker mož ji z ušes gleda, ne, toliko se ga je naveličala. Čisto druge fantazije ima, če jih sploh imate, če jih sploh ima. Če ste vpeti v falično življenjsko držo, torej karieristično neko življenjsko držo, postajate posledično vedno bolj aseksualni. Lahko logičen sklep, ni pa korelacija čisto ena. Obstaja tam napaka alfa, ki je lahko 5, 10, 20, 50%, ne, 50-50. Ali prav tole razmišljam ali se pa motim? Nimam podatkov, da bi pravilno odgovoril. Situacija je za oba zagatna. Pa vpeljem felacijo, ne, fafanje, vam verjetno ne paše, ne, se pravi, se ga ne loteva koberač golaža. Kunilingus, ne, to je 69 oziroma lizanje vagine, vam verjetno tudi ne paše, ali pa, pol ko se enkrat začne, mogoče pa to paše, mogoče kak sram, nič o tem ne piše, ne. Podrejeni, torej sadistično suvani, če ste v seksu, to nočete biti, ne, sadistično dominirani, da bi bili prav ta feminilni mazohistični karakter, to o tem nič ne piše tule noter. Jasno, da vam tradicionalni seks, po 25 letih, ne paše. Tako pač je, to je davek, ki ga plačujejo moški in ženske v teh profeminističnih družbah, kjer se spola izenačujeta. To je cena, ki jo morate ženske plačevati in tudi moški, ker ste ženske postale preveč falične, preveč možate. Poti nazaj ni, ne, to rečem. Skorajda ni, ne, pa se še opravičujem, sorry. Morda je pri vas problem zgolj odnos z očetom, nič ne vem, kako je bilo s tem odnosom z očetom, kako je bilo v primarni družini, lahko da je problem primarna družina, odnos med očetom pa mamo, nič o tem ne piše. Obstajajo sicer rešitve, ne, se pravi nekakšno gašenje požara, a klasični psihoterapevti ali pa psihiatri teh rešitev pač ne poznajo. Če ko boš psihiater, vam bo kaj rekel, dajta malo popestriti. Mislim, to je kmečki nasvet, ne.
ali pa psihoterapevtih so se šolali po teh naših tečajih ali pa fakultetah, ne vejo, kako bi se pa tega lotili z nasvetom. Jaz bi vam posredno tudi možu pomagal, če bi prišel k meni, s hipnozo. To sem seveda že delal, pred 10, 20 leti že. Obudil vam bi strast, sugeriral vam bi pohoto, seveda, če bi to želeli, če bi to dovolili, pristali na to. Če ste dovolj sugestibilni, to bi jaz poskušal pa to narediti, na vašo pobudo, željo, zahtevo. To sem že naredil in so mi bile ženske predvsem zelo hvaležne. So mi rekli, ena mi je rekla: "Pa vi čarate." Ne, to je bila hipnoza. Vse sem že probala. Tam se mazala z nekimi indijskimi preparati, bila je pa ful pohotna. Svoj čas, pri 20 letih, ena od teh, ki je prišla k meni, da nima več pohote, je šla torej v Indijo, pa tam nekaj dobila, pa ni nič pomagalo, spomnila pa se je, kaj je bilo, ko je bila 20 let stara. Ded si je mogel ne dopust, odpoved dal za 3 mesece, ker sta se skozi 24 dni, 3 mesece žgala vsak dan, po 20-krat sta seksala, ne. Baje, zdaj, ali sta se pa hvalila. Potem pa ženska pri 50 nobene pohote več, ne, suha. Ne, pol pa malo terapevtsko grem noter, vse narobe s fotrom, sem pa pol s hipnozo čira čara hokus pokus. A zdaj pa to čisto drugače, jaz sem pa 10 let že čisto obupana, mož pa tudi. Skratka, ampak ta ideja, to je zdaj že malo višja matematika v mojem pristopu. No, zdaj bom pa povedal tisto, bi rekel, neko malenkost, ki jo bom šele zdajle povedal, ne, izdal jo bom. Namreč ta pisni odgovor na to skopo izpoved sem podal točno pred 10 leti. Aprila 2014, ko sem pisal, dajal te odgovore na ta skopa pisma za portal Moja leta, ne, se pravi, tam so malo že bolj kao upokojenci bili. Jaz sem pa imel tam zaupne besede čez, malo vezane na odnose, na seksualnost. Pač tole sem dobil in na skopu izpoved se ne da nič drugega povedati kot to, kar sem ji takrat tej ženski napisal, ne. To dobite še vedno na internetu, spodaj bo link. Zdaj, jaz vam ne morem biti obsežen na tole izpoved, ampak bom pa v zdaj naslednjih komentarjih namignil oziroma odgovoril bom z vprašanjem, z dilemo, izpostavil bom dileme, izpostavil bom pomisleke, odločilne nedorečenosti v tem pismu, pisemcu, ne, to je, ne vem, 10 stavkov, še toliko ne, 5 stavkov je napisanih, ne. Kje čem zdaj jaz čarovnik se pametnega delati? Lahko se pametnega delam, ampak samo zato, da bi se pametnega delal, ampak jaz bi padel kot mislec, ne, kot poznavalec seksualnosti, kot psihoanalitik bi padel, če bi dal kakšne bolj eksaktne odgovore. Ker pa nisem imel več podatkov, sem pa zastavil svoj odgovor tako, kot sem ga zastavil. Zdaj vam bom pa namignil, kaj vse bi jaz mogel vedeti. In v pogovorih, ko pridejo k meni, predvsem ženske, jih pol sprašujem, ne, pri komu ste pa v otroštvu videli tale privesek oziroma pristojek, pri komu ste videli penis, ne, kako je bilo z očetovim penisom, ne, na kakšen način ste ga bili deležni. Ali v svoji psihični realnosti ste predpostavljali, ali ste to kje videli, ali ste videli erekcijo do 6., 8. leta, ne, ker to vidi tam mlahavčka, ne, oveleka, ali pa stojkota, to različno učinkuje na deklico, ki to vidi, ne, ker mlahavček tam ima neke centimetre, erektivna pozicija, velikost je pa 5-krat večja ali pa 2-krat, ne. Tele lulčki se različno podaljšajo, od 2-krat do 5-krat.
Nekateri se pa samo pokonci postavijo, ne, to je zagatno, ga ima tam, ponosen, pa ko mu ostane, se samo gor postavi, se nič ne podaljša, ne. Če gledate osla, oslu ali pa konju, slonu se vse podaljša, večini moških se podaljša, nekaterim se samo gor postavi. Baje so mi ženske tako povedale, kaj vem, ke bi rekel, jaz poznam samo svojega, pa tisto, kar v porničih se da videti, ne. Torej, podatka nimam, kdaj je ta ženska začela masturbirati, ne, pri kateri starosti, kaj je bilo v glavi, ne, če je bilo v vrtcu, a se je samo žgečkala, glava pa prazna, ne, kdaj ste začeli masturbirati, to je pomembno, kako se strast, pohota obnaša v odraslosti, tega podatka nimam. Kdaj in koliko ste gledali porniče, ne, tega podatka nimam, ne, kje čem pol te kaj pametnega povedati, ne. Če bi bilo v živo, bi jaz to vprašal, kdaj ste pa porniče začeli gledati, a ste tudi masturbirali, kako je z doživljanjem orgazma, saj to jaz vprašam v živo. Kdaj, koliko, kako in s kom ste se igrali zdravnike, ne, ker otroci se igrajo zdravnike, tudi deklice, ne, in s tistimi lulčki so seznanjene, ne, tudi z erekcijo, se pokonci postavi, jaz sem pa kaj imam, nič imam tam, kdo mi je to odrezal, ne, klitoris, kaj je zdaj to, a obstaja vagina, se pravi prostor, kamor, ta lulček sodi, ne, ampak to indukcijo naredi deklica retroaktivno, mogoče pri 8, 10 letih, zdravnika se je pa igrala že pri 3, 4 letih, ne. Kako zdaj mamica, rodi, ne, kdo je pa zdaj dojenčka tja v trebuh dal, ne, kakšno vlogo ima pa lulček očetov pri tem, da je mamica noseča z bratcem, sestrico, ne. Vse to, te misli so ključne pri razvoju pohote ženske v odraslosti, tudi po svoje moškega, ampak zdaj govorimo o ženski, ne. Kaj je bilo s spolno zlorabo? Ali je bila spolna zloraba, ne? Tega jaz ne morem vprašati tam neko pisma bralcev, ne, ta podatek rabim, ne, to dobim skopo pisemce, zdaj pa daj čari, ne morem čarati. Budala bi bil, če bi se pametnega delal, kaj bolj, kakor sem se lahko, ne. Kakšen seks je imela s partnerjem, ne? Ali je bilo kaj varanja? Ali je partner prvi in edini? Ali se je prej že dol dajala, s kokimi? Kako so jo oni obdelali? V kakšnem rangu je pa partner bil s svojim seksualnim pristopom? Koliko cajta pa to traja? Kako že rečem ena razočarana gospodinja pri seksologu, ko reče, traja 8 do 10 minut. Jaz rečem, tega je treba ubiti. Potem mi pa zadnjič ena reče, ženska, to traja pa 3 do 5 minut. Kje boste pol orgazem doživljali, kje boste pol uživali? Vi samo zobe stiskate, daj čim prej konec te 3, 5 minut, ne. Vseh teh podatkov nimam, ne. Nisem mogel vprašati, koliko ste se varali, kako adrenalinsko je bilo v teh varanjih, ne. Ali je in koliko je je oboževala penis, ne. A ga radi fafate od 1 do 10, koliko imate to cifro? Rečem na odru in tudi v živo. Se pravi, ne se ustrašiti, če meni pride, te bom tole mogel vprašati, če imate seveda probleme v seksu, v partnerstvu, ne. Če ga radi fafate, če ga nikoli ne radi fafate, torej imate ful nekih virusov ali v hard disku naseljenih, ne. Koliko pa uživate, ne, koliko trpite, na kaj vas asociira sperma? Na bacil, na smrkelj, na gnojni izcedek ali na cedeči se sladoled? Vse to ima ženske različno, dispozicionirano, ko se jim razvija pohota. Vse to pišem v knjigi Prvi spol, 8. poglavje, Penis in ženska želja. Tam sem anketiral, ne vem, 50 žensk, večina teh močnih odgovorov, 25 anketnih, vprašalnikov predstavim, zelo unikatnih. In tam se to sprašujem, potem torej v tej knjigi Prvi spol, ko obdelujem temo Penis in ženska želja, kar je ključno za obdelovanje, problematike pohote, ne morem naknadno vprašati, ker večina anketnikov je anonimnih, nekaj je tudi teh mojih pacientk, ki jih poznam toliko
v nulo, da vem, kakšen odnos z očetom so imele. In potem znam analizirati učinek pri očeta na razvoj pohote, na oboževanje penisa ali pa gnus, ki ga vzpostavi pri kunilingusu, fafanju, 69, ker poznamo otroštvo, primarno družino. Vse to je pomembno. Odnos z očetom je fatalen za doživljanje orgazma, za doživljanje pohote. Ta horoskopov pisemce nič ne pove, kako je bilo z očetom. Moč orgazma, kakšen ga ima, koliko cajta to traja. Nič. Ena je meni rekla, 20 sekund to traja, moški so štopali 6 sekund. Ena je meni rekla, ful ima problematično seksualnost oziroma spolnost. Je rekel, da ji prihaja 5 minut. Jaz ne vem, a me je zajebavala, ker 5 minut pa še nisem. Da k moškemu 5 minut prihajalo, je konec sveta, se mu zasukne, skupaj pade. Toliko intenzivno, čeprav ženske pravijo, da imajo bolj intenzivno orgazem, ker je vse skoncentrirano, v pol kvadratnega centimetra, tam dol, v eni točki. Moški malo pa porazdeljeno po celi klobasi. Tako je namodrovala, tam je pa pri ženski pa vse tam skoncentriran v šegetavček, kako naj rečem, Ni čisto tako zdaj to vezano, ampak nobenih teh podatkov nimam, kako je bilo z orgazmom, kako je bilo z očetom, ali doživlja, ali multiorgazmičarka, Če še nikoli v življenju ni doživela orgazma, ki je foter zajebil, potem je ta aseksualnost pri 50 letih logična. Malo se ga je, naveličala deca. Pa še tako je, ene ženske pa imajo tam dol mrtvo, nobene senzibilnosti pri dotiku klitorisa, kar ne morem verjeti, ali pa recimo, ko ga not faše, do jajc in naprej, to ji nič ne pomeni. Nekatera postane blažena, se zasukne od tega, ko je zamašena. Nekatere ženske pa tukaj nimajo take afinitete. Od kod razlike? Zakaj razlike? To je tema, s katero se ukvarjam, ali pa sem želel to predstaviti na tem seminarju Teden možganov, etiologija pohote, kamor nisem smel naknadno priti, kljub povabilu prvotnemu. Od kje zdaj te razlike? Koliko zdaj masturbirate? Kako je zdaj z doživljanjem orgazma? Ali ga v seksu doživljate, penetrativnem, vsaj pri kunilingusu, ali to lahko samo sama naredim, potušem, če se 1 uro žgečkam. Nobenih teh podatkov nimam. Kako čem kaj pametnega potem povedati? Ali pa to, vedno vprašam, ko diagnosticiram človekinjo, žensko, kakšne fantazije si namotate v glavo, ko se ukvarjate sama s sabo, ko masturbirate. Nobenega podatka na to temo nimam. Kako naj se pol pametnega delam? Pametnega se zdaj delam z vprašanji, ampak v zaupnih besedah na 5 stavkov izpovedanih nimam več strasti do moža. Kaj mi svetujete, če mi nič niste povedali, samo naveličala sem se, on bi 4-krat na dan ali na teden, jaz bi pa 2-krat na mesec. Hočem zdaj jaz se pametnega delati. Ker tukaj so pomembne tudi genske dispozicije. Jaz sem imel priliko, da sem mamo in hčerko spraševal, kako je z doživljanjem orgazma. Mama je bila ful orgazmična, ker je imela očeta ob sebi celo otroštvo, hčerka pa ne, ker ni bilo očeta. Pa genska dispozicija za doživljanje orgazma, pa neke pohote, je tudi pomembna. Že Freud je to namignil, jaz imam pa tudi te izkušnje, ko se pogovarjam s hčerkami in mamami, da je, tudi neka anorgazmičnost kar prisotna med hčerkami ali pa generacije žensk. Čeprav imajo lahko iste probleme z moškim, z očetom, pa da tukaj je marsikaj vezano na genetiko. Pa ne moreš to
Ne moreš to ravno z raziskavo dokazati, kje boš to dokazal, ne. Selakovič bi rekel: kje so pa argumenti?" Ja, kako hočeš to z argumenti, ko hočeš znanstveno raziskavo delati pa vzorec imeti, pa hčerke pa mame spraševati. V resnici pa že nekaj misliš že dokazal, ne, gensko je determinirano, v resnici so imeli pa iste tipe družin, ne. Ali pa, ne vem, mama ima očeta, je imela, pa ni bila, pa je bila kljub temu anorgazmičarka, ta mala pa ni imela očeta, pa je orgazmična, ne. Zakaj? Zato, ker je prehitro začela porniče gledati pa masturbirati, ne, pa se zverzirala, ne, pa tako naprej. Kupica je nekih, informacij, ki primanjkujejo, da bi se sklep opravil na dosti eksakten način. Tukaj ta, pomembna tudi identifikacija z mamo, ne. Če je mama bila vsa aseksualna, potem je tudi hčerka aseksualna, kljub nekim genskim dispozicijam, da bi bila lahko ful orgazmična. Ja, ampak aseksualni, vedenjski slog je imela že mama in hčerka mamo skopira, ki je bila tako hladna do kretenskega fotra, ta ima pa čisto v redu, hčerka čisto v redu moža, ampak je aseksualna, ker je mamo videla, kako je hladna bila do svojega moža, dekličinega očeta, dekličinega, ko je že zrasla v žensko. Tukaj so potem sorojenci. Kako je s sorojenci, doživljala soočenje z anatomijo genitalij, kako je bilo z brati, kako s sestrami, a je bratu videla lulčka, kdaj ga je videla, a je brat starejši ali je mlajši, kako je bilo s tem zavidanjem penisa, a se je v falični fazi zgodila, zgodilo zgledovanje po fantih, po moških, ne, ali je šla v feminilnost, pa se zavidanje penisa spremeni v željo po lulčku, po organu, ki njej na telesu manjka, ne, ali je tekmovala s fanti. Poglejte, taka sem kot vi fantje, moji bratje, bratranci, sosedovi dečki, četudi sem punčka, ne. Pol pa ne gre v to, sem pa toliko lepša, ampak sem pa toliko bolj, močna, lahko stoje lulam, lahko s puško streljam, sekam drva, vozim traktor. Kje boš pol pa ta, v seksu se čuti premagano. Moški suva, ona me premaguje, ker ona skozi tekmuje, nezavedno tekmuje z moškimi, z brati, v objemu tega fundamenta oedipalnega, kastracijskega zavidanja penisa, ne. Psihična realnost vsake ženske, vsake deklice, vsakega otroka premore svoje scenarije. Nič od tega, kaj je v psihični realnosti ženske, nisem dobil kot informacijo, da bi lahko kaj pametnega povedal 10 let nazaj. Puberteta, vstop v seksualnost. Kako je bilo v puberteti? Kdaj, pri kateri starosti je začela opažati, da se želi fante, da ne rečem organ, ki njej na telesu manjka? Ali je takrat masturbirala? Ali so jo takrat fantje šlatali? Ali je to pasalo? Ali je že takrat pri 13, 15 letih imela fantazije, masturbirala do orgazma? Kakšna je bila takrat fantazija? Nič od tega nimam kot podatek, mi ni bilo servirano, ne. Torej, kakšen je prehod v spolnost je zelo pomembno, kako zgodaj. Če je prezgodaj, potem zna biti ženska ful seksualna celo življenje, ne, in pol bi seksa, tudi če nima deca rada. Samo da jo zamaši, samo da jo fejst nategne. Sorry grobemu jeziku, ne. Kakšne spolne prakse si je doslej, ne, do trenutka, ko se pojavi neka aseksualnost z možem, kakšne spolne prakse vse si je privoščila. Koliko tipov je prej imela, koliko kvalitetno je kateri od teh tipov prejšnjih nažgal v primerjavi s partnerjem, s statusom moža, ne. Kakšen seks si je še privoščila v svoji prejšnji seksualni karieri, preden se je za vedno predala možu, ne. Pa ali je imela ljubimce? Nič od tega nimam. Kako naj zdaj vem, ne?
ima skozi neke ljubimce, pa neke flirte, masturbira tako, da ima ljubimce, ali pa tuje moške v fantaziji, ko masturbira, seksali bi pa dvakrat na teden, dvakrat na mesec z možem, mož pa štirikrat na teden, ne. Kvaliteta seksa je zelo pomembna, ne. Seksa bivšega, tam do 50. leta, ko se je zgodil, ne. Pa ženska tudi ne pove, kakšno ima pa kilažo, ne. Če ima 100 kil, seveda se ne upa niti sleči pred možem, ker ve, da mož trpi, ker tisto debelo brento poriva, ne. Prej je bila pa, ne vem, vsa suha tam do 35. leta, ko je bila ful seksualna, je bila pa seks bomba s takim jožkom, pol je pa brenta 100-kilska, kje češ to se pol sprostiti v seksu, ker si skozi predstavljaš, kako dobra seks bomba sem jaz nekoč bila, zdaj sem pa debela pa zavaljena, mož trpi, ke me poriva, ne, zdaj moram pa zobe stiskati. Ja, njemu je pa fajn, ona bo rekla: "Laže, ni mu fajn." On ve, kaj je fajn, ke sem bila jaz mlada, zdaj sem pa debela. Nima dostopa do glave, ali mu je res fajn, ali mu ni, ali laže, da mu je fajn, samo da se sprazni, ne. Nič od tega jaz ne vem, nisem jo videl, to žensko, ki je to pismo napisala, ne. Skratka, zdaj sem izpostavil dileme, ki so zelo pomembne, da se nekdo lahko razgovori na ta pisma bralcev. Strokovnjak odgovarja, ne. Ta pisma bralcev, vem, da včasih sem bral, ona je imela ob torkih tam izpoved, pa ne toliko o seksualnosti, kar neko izpoved, ne, sem rekel: "Pismo." Pa tam je bila ena Košiček je odgovarjala, pa Marjan Košiček, pa Marjana Košiček, ne vem, kaj so že še bili vsi ti neki znalci. To so take predrzne, bi rekel, vehementne odgovore dajali, pa ne da bi jaz rekel: te pa več vedo kot jaz." Jaz sem rekel: Glej, kakšni kreteni, kakšne vratolomne neumnosti pišejo, zato da bi bila revija prodajana, da bi bila bolj brana." Tega jaz ne delam, ampak pač sem rekel, bom pristal, da vidim, kake izpovedi bojo. Pol so bile pa te skope izpovedi, sem pa take ohlapne odgovore lahko dajal. Zdaj sem pa rekel, da bom par teh pisem bralcev, ke imam kopico enih revij za nazaj, šel pogledat, prebrati, pa bom mogoče pa še nekaj teh rubrik Pogovori posnel, da boste videli, koliko je to zagatno. Zagatna je predvsem seksualnost, ne, da tudi imam panične napade. Ja, če nič ne vemo o otroštvu, kako naj kaj pametnega poveš, zakaj jih imate. Ali pa tesnobnost, anksioznost. Imam anksioznost, sem dobila napad tesnobe, ko sem ne vem kaj. Ja, kakšno je bilo pa otroštvo, v kakšni družini ste zveli, nič od tega. Nimam kot informacijo, da bi lahko malo bolj precizne odgovore dajal. Drugi si jih kar privoščijo, dajejo odgovore, pa o tem brcajo. Zdaj na področju seksualnosti je treba še vedeti, in to naj bo sklepno, zelo pomembno. Spolna želja ima neki status, se mu reče, to ni tisto. Ko mi željo izpolnjeno, ali pa vsako željo, ne, slaščičarji si ful želijo sladkarij, pol gre pa to študirat, bojo slaščičarji. Pa gre pa na ene 2, 3 ekskurzije v te Kraš, Šumi, pa ne vem kam še hodijo, tam, ke se delajo sladice, se nažrejo, samo toliko, da se jim zagabi. Si nič več ne želijo potem sladic. Jaz imam ful rad bakljave in tuhtam, da bi se jih enkrat toliko nažrl, da bi kozlov. Mogoče jih bi pol manj rad imel, ne, manj bi si jih želel. Skratka, spolna želja ima status, to ni tisto, kar sem si želel. Ko ti izpolniš neko željo, se želja skrha, ker ima status, to ni tisto. Potem si želiš novo željo, želja se upgrada. Ko sem to koncipiral, to knjigo, 8. poglavje, Penis in ženska želja, sem določene ženske, ker 15 let sem zbiral anketne vprašalnike, penis in ženska želja, pa sem jo, kaj vem, pred 15 leti vprašal, pa pol pred 10, pa pred 5. Mogoče jo bom še danes vprašal, ker tale knjiga je že 5 let, kar je izšla, Prvi spol.
imam par žensk, mi bojo zdaj povedale, kakšen odnos imajo do pohote, do penisa, na kakšen način ga obožujejo. Ali se mogoče že gnusi, ali ne bi več seksale, kako rada ga zdaj fafa, nekoč ga je fafala, ko berač golaža se ga je lotevala. To se spreminja, ne, to se spreminja. Zato, ker se uveljavljajo tudi druga obdobja iz odraščanja. Če se je nekaj zgodilo pri 10 letih, se lahko spolnost deformira po 50. letu, ker 10. leto starosti začne vplivati na žensko, ko je stara po 50. letu. Prvih 10 let ima pa oidipalni fundament zelo dober in se je spolnost obnaša po diktatu oidipalne zgodbe. In seksualnost laufa ful po diktatu te oidipalne kastracijske zgodbe, ki se zgodi v falični fazi. Ampak zaradi nekega dogodka, tudi lahko smrti očeta, si potem moški sploh ne želi. Postane aseksualna, ker ni bilo več očeta, da bi z njim gojila neko željo. Oče pa od mamice. Potem pa največja napaka moža je, da še vedno tam neki tečnari, še vedno se neki sili. Ja, če nimam več očeta na hard disku posnetka, potem mi mož smeti samo zato, ker biva, ker še ni umrl ali se še ni odselil, če je deklica doživela ločitev. Skratka, pomembno je marsikaj, tudi recimo, katere moške like je deklica imela rada v otroštvu. Ob očetu, koga še? A dedka. Dedka je imela raje kot fotra. Je pa se hoče starimi deci dol dajati. Ali pa da je prišel nek materin ljubimec 10 let mlajši in je ful dobro očetoval pod očim po ločitvi in ga je vzljubila. Ma tej babi bojo 10 let mlajši ljubimci začeli po glavi smetiti. Po 30. pa po 40., 50. letu. 60. letu sploh, ne, ker v 60 letih, sorry, jaz sem 60, ne sklepam po sebi. Nekaterim 60-letnikom hidravlika ne deluje več, ne, babe se pa žgale še bolj pri 60 letih in potem išče one malo mlajše, ki imajo potenco malo daljšo. Skratka, spoštovani, dal sem spet vse od sebe, poskušal biti poučen, povedal sem tudi, da ta paradigma odgovarjanja v pismih bralcev oziroma strokovnjak odgovarja ali pa zaupne besede, to je nek larifari, ne da se tukaj eksaktno odgovoriti. Jaz sem povedal, zakaj. Če imate kakšne unikatne zgodbe, sem jih pripravljen zapakirati v kakšen pogovor, lahko posnamem tudi video po naročilu, ampak tukaj bi bilo potrebno pa malce več donirati, kakšno tromestno cifro v vevrčkih. Sicer so pa donacije zaželjene, se jih ne otepam, PayPal link imate spodaj naveden. Zdaj bom pa rekel, tole snemam sicer na četrtek, ampak mislim, da bom to čez vikend objavil, da ne bom preveč zasipaval, ker včeraj sem en močen video posnel, predvčerajšnjim pa tudi še en dosti uporaben video, poučen, tako da se bomo videli pol pa drugi teden. Čao.